Da je počitnikovanje na hrvaški obali iz leta v leto dražje, ni nič novega. Kljub temu turiste vedno znova presenečajo zasoljene cene storitev. Kot da bi vsak dan dopusta odplačeval obrok posojila, je eden od turistov komentiral ceno za celodnevni najem ležalnika na eni od plaž v Dubrovniku. 120 evrov hočejo. V Rovinju 95 evrov. Obstajajo seveda cenejši najemi ležalnikov, vendar na spletu odmevajo prav takšne skrajnosti. Melita Stolnik. Hvar je ena najbolj priljubljenih hrvaških turističnih destinacij, tudi spletnih vplivnežev, ki jih navdušujejo lepote otoka, manj pa cene. 40 euros per person per bed. What? Poceni v primerjavi s prestižnim Dubrovnikom, kjer boste sicer poleg ležalnika dobili še blazino, senčnik in brisačo, seveda, če ste pripravljeni zanje odšteti 120 evrov. V Rovinju dnevni najem ležalnika stane do 95 evrov. A je mogoče tudi ceneje, kot piše na ceniku na eni od plaž na vzhodni obali hrvaške Istre. Kljub temu številni turisti raje izberejo udobje kamenčkov. We don't like to pay 30 euros for 2 beds, and there are 3 of us, so we would pay like 45 euros just for beds. We would like to enjoy more beer for 45 euros. Smo se odločili, da vzmemo svoj. V povprečju najem 2 ležalnikov in senčnika vzdolž hrvaške obale stane okoli 30 evrov. Zato ne čudi, da so plaže z ležalniki večinoma prazne. It's really expensive. Yes, we were on 2 other beaches and they're always the same. Mi sembra un po' esagerato. Non c'è, se uno spende, ok, però anche che io mi sdraio, nessuno che sia a 1 centimetro da me. Cene na Hrvaškem so podobne tistim v drugih evropskih turističnih mekah, ne pa tudi naše plače, se branijo pri naših južnih sosedih. In Croatia maybe a bit higher than the average, but in Hungary everything went up in price, so it's relative. Slabe ocene in objave skrajnosti na družbenih omrežjih, ki jih je sicer mogoče najti povsod po svetu, mečejo slabo luč na hrvaški turizem, se še jezijo hrvaški turistični delavci.